Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Svet ob Idrijci in Soči nam pomagajo razumeti pripovedi iz romanov Franceta Bevka, Cirila Kosmača ali pa Jožeta Felca. Ko pa se ozremo na drugi konec Slovenije, na svet ob Muri, na Goričko in na ljudi, ki tam živijo, pravzaprav ne moremo mimo knjig Ferija Lainščka, Prešernovega nagrajenca, ki ga danes prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljen. Gospod Lainšček, bi se strinjali z mislijo, da nam te reke v bistvu določajo karakter, način življenja? Ja, zelo zanimivo vprašanje, na katerega imam kar nekaj odgovorov. Vsekakor sem prepričan, da ljudje, ki živijo ob reki, res obstajajo in da si niso vse reke enake in da imajo tudi reke svoje življenje. Zdaj, na nek način se mi zdi, da reke pravzaprav vplivajo na ljudi in da ljudje vplivajo na reke. Na eni strani so seveda reke, ki kar tečejo mimo, so pa reke, ki imajo, na katere je vezano veliko zgodb, veliko legend, veliko vsega. To je verjetno odvisno od narave teh rek. Zdaj, jaz seveda lahko govorim predvsem o reki Muri, ki jo najbolje poznam. In ta reka Mura je meni literarno zanimiva, zaradi tega, ker ima neko dvojno naravo. Na eni strani je idilična, mirna, ravninska reka, na drugi strani ima zelo neobičajen, zahrten, vrtinčast tok. Zaradi tega je vzela veliko življenj. Se pravi, to je neka dvojna narava te reke, ki je literarno zanimiva. Zaradi tega, ker je vzela veliko življenj, ker je tudi recimo pogosto poplavljala v preteklosti, ker je spet prinašala nesrečo, je verjetno nastalo v njej veliko zgodb. Tak nek razpršen odgovor. Ampak že takoj, če primerjam recimo reko Muro in reko Dravo, ugotovim, da sta si zelo različni recimo po svojem toku. Mura se vrtinči, meandrira, se razliva, zastaja, dočim Drava se recimo vali, gre nekako naprej. Tudi ti, ki poznajo tok reke, mi to rečejo, da teče Drava popolnoma drugače. In mislim, da Drava tudi drugače vpliva na ljudi okoli sebe. Da so že ljudje, ki živijo v njej, malce drugačni, so bolj usmerjeni naprej. Tako da v teh vrtincih Mure je iskati neko to zavrtinčenost prek Murje ravnice, tudi neko zaostajanje v času in prostoru, neko počasnost življenja skupnega. Skratka, to je tako in zdaj bi verjetno lahko, če bi poznal več rek, naprej predal, ampak želim vam samo potrditi, to, kar ste pravzaprav vprašali. Tudi Idrijca ima dvojno naravo, večji del leta je mirna, krotka, nekajkrat pa strašno divja, hudourniška reka. Ja, to pa je spet nekaj posebno. Ima drugo dinamiko. Ja, ima drugo dinamiko. Ja. V slovenski literarni prostor so vstopili leta 1982 s prvencem Peronarji. Sicer pišete romane, pesmi, radijske igre, podpisali ste vrsto scenarijev za film, dobili ogromno nagrad, nazadnje seveda Prešernovo nagrado. Pa bi vas vprašal, kaj potem, ko dobi človek Prešernovo nagrado, kaj lahko pravzaprav še napiše? Mnogo. Pa jaz moram reči, da pravzaprav o nagradah nisem nikoli posebej razmišljal. Verjetno sem imel srečo, da sem jih vse tiste nekaj pomembne dobil že zelo mlad. Zaradi tega si jih verjetno nisem potem nikoli več preveč želel in tudi nisem jih nikomu zavidal. Skratka, glede tega sem bil lahko zelo miren in tudi ta Prešernova nagrada je pravzaprav prišla nepričakovano. Zame še kar zgodaj, glede na običaj, kako se to podeli. Prinesla mi je seveda nek občutek na eni strani, da sem prišel do konca, po drugi strani pa pravzaprav me še bolj razbremenila glede nagrad samih, glede priznanj. Tako da, seveda sem bil vesel, sprejel sem jo z zadovoljstvom, tudi spoštovanjem do vseh, ki so jih že dobili. Ampak
res, zdaj mi pa več ni treba razmišljati o nagradah. Vsekakor poveva za naše gledalce, da ste letnik 59. Po srednji šoli v Murski Soboti ste odšli v Ljubljano, kjer sem zasledil podatek, da niste pravzaprav poznali nikogar. Najprej pa vas je pot vodila na likovno akademijo. Kako to? Ne, jaz sem spremne izpite poskusil na likovni akademiji. Hvala Bogu, se mi ni posrečilo, po mojem bi bil slab slikar. Potem je pa življenje šlo precej po svoje, ker dejansko nisem te druge variante. Veliko sem se ukvarjal pravzaprav z risanjem, z ustvarjanjem likovnim prej. Nisem te druge variante nekako razmislil in sem potem šel študirati novinarstvo na takdanji FSPN. Ampak sem se že kar hitro pravzaprav celo zaposlil potem v dnevno informativnem uredništvu Radia Slovenija oziroma Radia Ljubljana, ne? In sem tam 3 leta pravzaprav delal res kako se reče, v poročilih, se je takrat rekel. V desku. Ja. To je bil čas še, ko je osrednja informativna tiskovna agencija bila Tanjug, ko so vse informacije v Jugoslaviji pravzaprav prihajale preko Beograda, preko Tanjuga in se je večinoma te novice s Tanjuga prevajalo. To je bil čas tudi Titove smrti, tako da sem veliko dni predežural ob tem stroju, v tem printerju, ki je pač pošiljal novice, ker ta novička o Titovi smrti je prišla zmeraj tako nepričakovano, oziroma ni bilo nekega časa, ko bi jo čakali. Bila je zelo drobna, niso pa jo smeli izgubiti. Se pravi, potovala je iz kliničnega centra v Ljubljani v Beograd in iz Beograda potem predelana. To je tak spomin na ta moja prva novinarska leta, ampak potem sem pa nekako uspel si pridobiti pozornost literarnih krogov z Romanom Peronarji, ki je doživel pravzaprav zelo veliko naklado in ki mi je prinesel relativno veliko denarja v tistem času, tako da sem 1 leto lahko v Ljubljani preživel pravzaprav s tem honorarjem takrat in nekako razumel sporočilo usode, da lahko živim kot pisatelj, in od takrat pravzaprav sem v svobodnem poklicu, kakorkoli obrnem, ne. Sem se vmes nekaj ukvarjal z založništvom, ampak bolj, bi rekel, ne ljubiteljsko, ampak bolj tako aktivistično, ker je propadla Pomurska založba v Murski Soboti in Pomurje je ostalo praktično brez založbe in smo potem s prijateljem ustanovili založbo, kjer je 20 let skrbela pravzaprav za to, da so knjige izhajale še zmeraj tam tudi. To poganjanje novih korenin v Ljubljani, v naši prestolnici, je bilo najbrž zahtevno, težko. No, jaz sem zagotovo prišel v Ljubljano popolnoma, kako bi rekel, nepripravljen, ali pa če povem drugače, nisem se imel kam priklopiti, ker nisem imel sorodnikov v Ljubljani, nisem imel tudi neznancev. In sem dejansko začel od začetka kot nekdo, verjetno, ki pride od zelo daleč. Tako da sem prehodil to pot nekoga, ki se je pridobil potem krog, oziroma kroge, ki se je vključil v te literarne kroge. Veste, to je bil tudi čas, ko so starejši pisatelji, pravzaprav mladim pisateljem veliko pomagali. To je čas, ki je bil zelo drugačen kot je današnji. Jaz moram kar reči na to temo, ker se mi zdi to pravzaprav pomembno reči. Ne vem, recimo pokojni Tone Pavček mi je veliko pomagal kot literatu. Potem pokojni Peter Božič, pisatelj in dramatik, mi je veliko pomagal tudi sicer pri organizaciji tega nekega življenja vsakdanjega. Veliko mi je pomagal Ciril Zlobec, pokojni. Tudi Niko Grafenauer, ki je edini zdaj od teh še živ pravzaprav. Ampak vsi ti ljudje so mi pomagali, da sem se vključil. Recimo tudi pokojni Andrej Hink, pisatelj in
Bil je takrat sicer direktor Drame v Ljubljani in mi je tudi eno igro igral. Bila sta velika prijatelja pravzaprav in mi je zmeraj, ko sem se potem vračal v Ljubljano, sem jaz te ljudi nekako obiskoval, to so bili moji stiki in moram reči, da smo z vsemi pravzaprav do konca ohranili stike. Ne? Namerno o tem govorim, ker je to nek vstop v pravzaprav v okolje, ki ga ne poznaš, potem pa tudi v te kroge, ki jih ne poznaš. Ne? Tako da jaz sem res se zgradil potem dovolj povezav, da sem se mirno vrnil, ko sem se odločil v Prekmurje, brez občutka, da zdaj odhajam spet nekam, ker bom ostal brez stikov. Je pa to zelo pomembno, to je tudi čas, ko še ni bilo teh družbenih omrežij, ko ni bilo interneta, ko ni bilo. Takrat so vsi ti stiki dejansko bili v živo, tudi še pisma smo si pisali, ne? Skratka, zelo drugačen čas je bil, ampak drugačen tudi v tem, da so res, kako bi rekel, na eni strani smo mladi s spoštovanjem gledali na te starejše pisateljske kolege, z neko, ne bi rekel ponižnostjo, ampak z nekim res takim odnosom smo prihajali do njih. To je rojevalo prijateljstvo, pogostoma, ampak oni so pa imeli nek občutek, da nam morajo pomagati. In dejansko, brez te pomoči starejših pisateljskih kolegov, jaz verjetno ne bi tako zelo lepo šel skozi to literarno življenje. Ja, v teh 40 letih ste ustvarili izjemen opus, ne samo po kakovosti, ampak tudi številčno. Pišete vse prozo, poezijo, eseje, radijske igre, dramatiko. Ste pa tudi rekorder po številu scenarijev oziroma filmskih pripovedi vaših zgodb na filmu. Razmišljate kdaj, ko pišete roman na filmski način, razmišljate tudi o filmu ali pač ne? Zagotovo ne. Filmski, to sem se pač naučil. Res je 6 celovečernih igranih filmov posneto po mojih romanih. Ne? In z vsemi sem nekako dihal, sodeloval z režiserji, spoznaval ta svet, se razvijal. Zdaj o tem veliko vem, pravzaprav. Ampak kaj hočem reči, vem predvsem to, da se literarni jezik in filmski jezik zelo razlikujeta, da je zelo malo skupnega pravzaprav. Ne? In jaz, seveda, ko pišem roman, ne razmišljam o filmu. Nikoli nisem razmišljal o filmu. Med pisanjem romana ta neka slikovitost oziroma ta nek učinek moje literature, ki ponuja te neke podobe, ta nek svet verjetno bolj izhaja iz tega mojega likovnega pogleda. Ne? Tako da zmeraj, ko sem potem sodeloval pri scenarijih teh filmov, ki so nastajali po mojih romanih, sem se pravzaprav vračal k romanu na drugačen način. Če še mogoče to povem, ki je verjetno zanimivo. Zdaj, ko pišem roman, in verjamem, da je pri večini tako, nekako potujem z junaki skozi ta prostor romana, nekako sem z njimi. Ni to nek pogled od zunaj, to je pogled od znotraj. Ko pa se ukvarjaš s scenarijem, pa gre izrazito za pogled od zunaj, se pravi za nekoga, ki vidi to strukturo filma od zunaj. To je ena bistvena razlika. Zato recimo, ne vem, veliki filmi ameriški, ki niso, ne vem, kot avtorski filmi, imajo tudi 10, še več scenaristov, pravzaprav, ki jih sicer na špici ne vidimo napisano, ampak cele ekipe delajo na scenariju, ker scenarij rabi ta pogled od zunaj, to observacijo, to zgradbo do konca izpeljano. Tudi se mi zdi, če tu nadaljujem, ker se mi zdi to tudi pomembno povedati, ravno zaradi tega se verjetno branje in pa gledanje, oziroma branje knjige, branje romana, gledanje filma zelo razlikuje. Ko beremo podobno, soustvarjamo, jaz celo rečem, da se knjiga s vsakim branjem znova rodi, da jo vsak prebere drugače. Medtem ko film seveda gledamo vsi isti film, gledamo režiserjevo vizijo, tudi sočustvujemo, mislim, se odzivamo, ampak
ne imaginiramo v tem smislu. Ne? To se mi zdi zelo pomembno, zelo rad mladim to povem, še posebej v današnjem času, ko se zdi, da bi lahko, ne vem, ta vizualni medij ali pa gledanje filmov nadomestilo branje. Pa temu zagotovo, to sem zelo prepričan, ni tako. Ne? Imaginacija, to življenje bralca je drugačno kot pa življenje filmofila, recimo. Ne? Ja, junaki vaših knjig in tudi na filmu pa so večinoma mali ljudje. Ne? Ta svet vam je blizu, tukaj ste doma pravzaprav. Ne? Ja, verjetno je to res, čeprav bi bolj rekel, da prihaja do tega občutka zaradi tega, ker mislim, da so literarno zanimive robne situacije. Da so literarno zanimive tisti položaji, ko je nekdo nekje na robu, ker takrat se mi zdi, da človek pokaže svojo pravo naravo. Ne? Ko je vse v nekem ravnovesju, ko je vse v nekem idealnem razmerju, ti ljudje literarno zagotovo niso zanimivi. Ne? Mislim, se nočem banalizirati, ampak če imaš prijatelja, ga verjetno zelo dobro poznaš, ampak če se boste pa znašla na fronti in v tisti mejni situaciji, ko bo treba res, da si pomagata, ga boš pa dejansko spoznal. Takrat boš šele videl, ali ti bo pomagal, ali te bo reševal. Ne? Mislim, malo karikiram, ampak tako da mislim, da do teh mejnih, robnih položajev, ki so večinoma v mojih romanih tudi z neko socialno noto ali pa neko socialnim položajem povezani, ne, prihaja zaradi tega. Tako da to je bolj razlog, kot pa, ne vem, vse mogoče gre tudi za neki socialni čut ali pa, ne vem, neko empatijo do malega človeka, ampak so tudi romani, kjer to ni tako izrazito. Ne? Recimo, kaj zvem, Ločim Mompeno od Volov Moriša. In ti moji romani, ki se pravzaprav ukvarjajo z življenjem meščanstva v Murski Soboti, pa tudi z življenjem po gradovih v tistem koncu, po Prekmurju. Tako da ni to povsem posplošena podoba. Ne? Poveva še nekaj o vaši zadnji knjigi. Gre za Kurjega pastirja, delo, ki je naletelo na zelo velik odmev med bralci in med kritiko tudi. Ne? Gre pravzaprav za vašo biografijo. Pa gre za nek poskus opisati zgodnje otroštvo. Je res, da je založba Beletrina pravzaprav želela verjetno priklicati avtobiografijo, ampak jaz sem se zelo zapletel oziroma zaplezal ali pa ne vem, ali pa potopil v to res zgodnje otroštvo, iskal najrazličnejše sestope, poti in si potem razprl neke podobe, ki so tudi mene presenetile. Tako da, ko sem začel dejansko pisati, je šlo zelo počasi. Začel sem z dnevom svojega rojstva in se nisem kaj daleč prikopal. Tako da sem potem se z založbo dogovoril, da bom to opisal v večjih knjigah. Tako je pravzaprav nastala ta neka ideja za trilogijo. Tako da ta Kurji pastir, zdaj prvi del oziroma ta prva knjiga, pravzaprav opiše mojih par mesecev življenja. Ne? Tako da, kaj pa vem, če je to zdaj avtobiografija na ta način, kot jo bralec recimo pričakuje. Bolj bi rekel, da ni neka proza, spominska proza to, ampak da gre bolj za prozo spomina, ne? Da bolj skozi to priklicanost nekih dogodkov, ki se jih tudi sam nisem spominjal iz podzavesti, pravzaprav pišem v tem postopku, ne? Iskanja tega zgodnjega spomina, ki nam običajno ni dan. Ne? Mi se začnemo spominjati oziroma se spominjamo
veliko kasneje, tam 3 leta, 4 leta, ne, nazaj si že ta zavestni spomin. Ne. Zanimivo je tudi vaše opisovanje te skupnosti, tega lokalnega okolja. In pravite v enem od intervjujev, da so vas starši sicer vzgajali, vse lepo, ampak da vas je izoblikovalo tudi to okolje. Zagotovo, ja, zagotovo. Jaz sem bil na eni strani seveda del vaške revščine, ne, na drugi strani pa seveda otrok te vasi, ker sem zelo drugačno otroštvo živel, kot ga običajno živimo. Mama je potem kasneje, to ni opisano v tem romanu, veliko hodila na sezonsko delo v Avstrijo. Midva z očetom smo pa pravzaprav preživljala tisti čas na cesti, ker je oče bil cestar na teh cestah občinskih sicer, ampak to so ceste skozi 3-4 vasi. In jaz sem dejansko to res zgodnje otroštvo potem preživel po teh hišah, po pašnikih. Tako da, če rečem, da me je vzgajala vas, se pač nič ne zlažem, oziroma velik del resnice povem. No. Ja. V knjigi pripovedujete tudi zgodbe, kako so se ljudje srečevali, zaustavljali, pripovedovali zgodbe, in vi ste kot mali deček vse to požirali, ne? Ja, imel sem to srečo pravzaprav. No, mislim, to je bilo otroštvo brez knjig, brez televizije, brez radijskega sprejemnika celo. Ne? In imel sem to srečo, da pa je živelo še to ljudsko pripovedništvo takrat, ne? Da sta oče in mama bila res dobra pripovedovalca, da je to vaško pripovedništvo, da so se ljudje pripovedovali. Mislim, to je res v tem času zdaj težko pojasniti, recimo mladim, ne? Ampak ljudje so se preprosto ob najrazličnejših priložnostih usedli, recimo ob nedeljah so ženske rade sedele običajno pod lipami, pod drevesi, ki so imele goste krošnje, se pravi, so se nekem zbrale 3-4 sosede in potem je to bila seveda na eni strani je bil to radio in je bila televizija, ne, ta vaška, kjer je pač potovale so novice, ampak po drugi strani so bili pa to tudi te vaške knjige, ker so si tudi pogosto povedali kakšne stvari z vsebino. Ne. Tako da to mi je veliko pomagalo in zato večkrat rečem, malce v šali, malce pa zares, da pravzaprav nisem pisatelj zato, ker sem veliko bral, ampak zato, ker sem veliko poslušal v društvu. Ne. Vaš oče je preživel 3 velike vojne. Ne? Ljudje, ki to preživijo, imajo marsikaj povedati. To je res, tudi dobijo neko življenjsko modrost. Se spomnim, ko je bil že zelo star oče, ko je bil moj sin star mogoče leto pa pol, sva ga pogosto hodila obiskati in sem mu enkrat rekel, oče, ti bi se pa zdaj zagotovo zamenjal s tem vnukom. Ne? Pa nekaj časa molčal, pa je rekel, pa veš, da se ne bi. Ne? To ste me zdaj asocirali. Je rekel, glej, jaz sem preživel 3 vojne, za njega pa ne vem, kako bo. Tako da ta modrost mi je dragocena zdaj, ko tudi sam prihajam v leta. Ja, vaša mama vam je nekoč rekla, da si strašno želi, da bi znali sanjati. Ta misel mi je bila zelo lepa. Ja, to je bil del njene neke poetične narave. Vse to je v romanu s tem že delno opisano. Mama je živela v nekih teh svetovih, čeprav je bila zelo verna, ne, in je, se pravi, hodila v cerkev vsako nedeljo, sprejemala je pač to vero, je po drugi strani v njej živelo še veliko tistega prvotnega, kako bi rekel, poganskega, starosvetnega. In to ni samo njen primer, to je verjetno pri večini tako bilo. In to je rojevalo res en tak poseben pogled na svet. Ne? Je kar rekel poetičen pogled. Ne?
Čeprav jaz sicer mislim, da človek pesniško prebiva na tem svetu. Jaz verjamem, da so prav pesniške resnice tiste, ki vzdržujejo ta svet. Ne? Da so vse druge resnice manj pomembne, oziroma predvsem pa nezanesljive. Da z vsem drugim lahko manipuliramo, s tem izročilom, se pravi, ki potuje skozi čase, z zgodbami, z miti, legendami, pravljicami, ustnim izročilom, knjigami, s tem se pa ne da manipulirati. Ne? To je pa preprosto nekaj, kar nezadržno nosi skozi čas vrednote. In mislim, da zaradi tega še danes vemo o vrednotah, da zaradi tega še danes vemo, kaj je prav, kaj je pošteno, kaj je pravično. Tudi mladi, mislim, da preko te zgodb dobivajo to. In mislim, da to izročilo še zmeraj potuje, ne glede na to, da mogoče ne potuje več samo, ne vem, od ust do ust in s klasično tiskano knjigo. Mislim, da potuje tudi s vsemi ostalimi nosilci pravzaprav sporočil. Tako da na to se navežem in s tem je mama pravzaprav veliko dala, ker mi je pomagala odpirati pogled onstran te neke, bi rekel, tega materialističnega razumevanja sveta. Ne? In večna ljubezen pravzaprav. Ne? Eden od kritikov je zapisal, Lainšček govori o ljubezni brez cinizma, brez ironije, brez ironične distance. To so tudi bralci najbrž začutili. Vaša zbirka Ne bodi kot drugi je bila takoj razprodana. Ja, ta je res še živa. Mislim, da je že čez 10-krat ponatisnjena, da je naklada skupna je že res zelo, zelo velika. Z leti se vzpostavi neka magija med avtorjem in bralci. In to se sicer zelo redko zgodi, ampak ko se zgodi, potem ni več, nihče ne more tega pokvariti. Ne kritika, ne založniki, ne novinarji, ne politiki, malo se hecam, ampak nihče ne more tega, ker ta magija preprosto deluje. In mislim, da jo lahko pokvari samo avtor sam. Ne? Zato se mi zdi, da v tem odnosu do bralcev je treba biti, oziroma se jaz tako prizadevam, res pošten in iskren. Jaz sem zato pisatelj, ker bralce zanima to, kar pišem. Ne? Sicer bi jaz lahko tudi pisal, ampak ne vem, če knjiga izide samo v enem izvodu, si tako težko rečeš, da si pisatelj. Ne? Tako da v tem smislu je to neka magija, ki deluje med bralci in mano ali pa mojimi knjigami. Ne skušam jo preveč analizirati, ker jo ne bi rad pokvaril. Vsekakor pa nočem varati na kartah. Ne? Nočem tega odnosa kakorkoli pokvariti. No. Živimo v času epidemije, 1,5 leta je že ta nadloga med nami. Kako se vi soočate z njo? Nekaterih se loteva tudi obup? Ja, seveda ni prijetno, nikomur ni prijetno. Ne? Zdaj, je res, da sem imel to srečo, da mi je bil omogočen nek beg v naravo, ker že sicer sem veliko v stiku v naravo in tu mislim, da sem še dodatno si lahko pomagal s tem, da sem se umikal nekam v naravo, kjer ni bilo vseh teh omejitev, ki so se začele zgrinjati na nas. Sicer pa sem bil se zelo jezil pravzaprav na tiste, ker so me srečevali in so rekli, ja, zdaj pa to je pa idealen čas za pisatelja, ne? Zdaj si pa zaprt, si v karanteni, nikamor ne moreš, zdaj pa lahko pišeš. In nekaj časa sem jim razlagal, da to niti slučajno ni tako, ne? Da ta zgodba kako se reče, o ptiču v kletki ne drži, ne? Da nič zagotovo ne poje najlepše. Skratka, hočem reči, pisatelj potrebuje normalno življenje, normalen čas, tako kot ga vsi potrebujemo. Nekako sem se zarekel ali sem si obljubil, da v mojih romanih, v mojih
delih nikoli nič ne bo pisalo v tem virusu. In dejansko v tem virusu in v tem nisem še ničesar literarnega napisal. Čas je že, da virus umaga, ne, in tako da upam, da tudi ne bom. Ja, lepo. Obljubili ste nam, da nam preberete eno vaših pesmi v vašem domačem jeziku. To je ena prvih pesmi, pravzaprav, ker ste me spraševali pred pogovorom o prekmurščini. Ena prvih pesmi, ki sem jo napisal v prekmurščini. V prekmurščini pišem kaj malega tudi zato, oziroma predvsem zato, ker mislim, da je to moj materni jezik, saj do osnovne šole praktično nisem poslušal slovenščine. Ker je to nek homaž jezikov mojih staršev, mojih prednikov. Verjetno veste, da je bila prekmurščina 100 let nazaj še knjižni jezik, so izhajale knjige, časopisi. Zdaj pa je to pač neko nadnarečje, neko narečje, ki se malo bolj razlikuje od ostalih slovenskih narečij, ampak mislim, da bodo poslušalci to pesem vendarle lahko razumeli. Naslov je Nikdar ne boš znala, kar bi predstavil Nikoli ne boš vedela. In gre na nek način tudi za ljubezensko pesem. Nikdar ne boš znala, kako se vrablje na toj streji celimi ledenki šujejo. Kako se vrane na tom drovdi svetlov pogledujejo. Kako ena stara sraka po te dvorišče grdo kradne, te pa pod večer s kesom srakopiri pod perot spadne. Nikdar ne boš znala, kako se pijanci, šteretine kukljiče mijo, domov bojijo. Kakša stara mamica, kmici sama jedoč, moli devico Marijo. Kako ti doli na poštiji, včasih što obstoji, kako da bi ne bilo za naprej več poti. Nikdar ne boš znala, ne toga, nikdar ne boš znala, zakaj mi včasih pa še takša žmetna kmica. Zakaj odpiran okna, da okoli leče nočna ptica. Nikdar ne boš znala, ne toga, nikdar ne boš znala, če boš pa znala, ne boš mogla razumeti. Feri Lanšček, hvala za prebrano pesem. Želim vam, da bi napisali in izdali še veliko knjig. Hvala vam za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Hvala lepa tudi vam. Vam, cenjene gledalke in spoštovani gledalci, pa še ta nasvet. Sezite po kateri od Lanščkovih del, knjig, in zagotovo ne boste razočarani. Srečno!